Zaščitne maske so torej trenutno zelo iskano blago. Ker jih primanjkuje, si nekateri tekstilne maske izdelajo kar sami. Najdejo pa se tudi taki, ki so v tem našli novo poslovno priložnost. Oglasili so se nam gledalci, ki pravijo, da je cena dobrih 11 € za košček blaga odločno pretirana. Poglejmo. To so higienske maske znamke Shield, ki jih dobavlja podjetje Kovanec Unlimited, ki se je za to dejavnost registriralo pred kratkim. Kot pravijo, maske izdelujejo v Sloveniji v podjetju D-kolektiv. Maska je iz poliestra, cena dobrih 11 € za eno masko. Na spletu je zaslediti številne uporabnike, ki z maskami niso zadovoljni, saj, kot pravijo, niso funkcionalne. Vendar pa vračilo izdelka, čeprav je kupljen na spletu, ni mogoče. Koliko nam lahko nekdo dokaže, da resnične embalaže ni odprl, je vračilo možno. Ampak v vsakem primeru so pa vsi potrošniki bili upozorjeni, da odstopa od kupoprodajne pogodbe nadaljavo ni možno. Vračilo takšnega artikla bi predstavljalo tveganje za naše zaposlene in druge stranke, ki ga v sedanjih razmerah razumljivo ne moremo prevzeti. Na njihovi spletni strani najdemo tudi priporočilo zdravnika za omenjene maske. Zdravnik splošne medicine Peter Struhal je te maske našel na spletu. Potreboval jih je čim prej, sicer bi moral zapreti ambulanto, nam pojasni. In sem naletel na to in so rekli, da mi jih lahko naslednji dan dostavijo vi samo, če ste pripravljeni in kratko izjavo posnet, z kakšnega razloga te maske naročate. Zdaj mu je žal, da je ta posnetek objavil, pravi. Jaz nisem ponosen na njega, jaz bi ga zbrisal. No. Zaradi tega, ker se je izkazalo to, da zdaleč ni vreden svojega denarja. No. Ni certificirana, strani medicinske ustanove. Ne. Glede na vse pritiske, ki jih je bil zdravnik deležen, ga mogoče celo razumemo. Začne klicati dejansko novinarji, pa še marsikdo drugi in izpostavljati ljudi, verjamem, da se tako odločijo. Sploh zato, ker zdravniki ne smejo reklamirati nobenega izdelka. In verjamem, da je previden. Glede cene se pa mora v končni fazi vsak odločiti sam. Za pojasnila smo se obrnili tudi na Zvezo potrošnikov Slovenije, kjer so nam pojasnili, da v določenih izjemah potrošniki nimajo pravice do odstopa od pogodbe. Med njimi so pogodbe o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat. So pa v zvezi z maskami Shield na spletni strani Tržnega inšpektorata zasledili nekaj objav o zavajajočem oglaševanju. Na Tržnem inšpektoratu pa so nam povedali, da zadeve še preverjajo, zato informacij o tem zaenkrat ne morejo dajati.